center varne vožnje na Vranskem je bil od 2. do 4. junija prizorišče avtomobilskega spektakla, na katerem se je z avtomobili in tovornjaki 12 znamk pod okriljem avtomobilskega trgovca Emil Frey srečalo več kot 6000 slovenskih voznikov, ki so se prijavili na testne vožnje. Na 7 različnih vozniških preizkušnjah so ob strokovnem vodenju izkušenih inštruktorjev varne vožnje opravili več kot 20 000 različnih voženj in preizkusov varnostnih sistemov. Inovativno zasnovan dinamični avtomobilski salon je dokazal, da je Slovenija avtomobilska dežela in da si slovenske voznice ter vozniki želijo neposrednega stika z najnovejšimi avtomobili. Ljudje so preprosto uživali v pestri tehnološki vsebini najnovejših avtomobilov 12 znamk. Jaz tudi sprobam avtomobile, da vidim, kako se obnašajo v teh vremenskih razmerah različnih. Sprobale so tudi že džipa, tako da zanimivo. Uživate z dedijem? Ja, ful. Dedi, uživate? Ja, rojstni dan ima in sem strašno vesel, da on uživa. Res. Kaj pa pravite na tale format? 70 avtomobilov, 12 avtomobilskih znamk, cel poligon. Ta projekt se mi zdi zelo super, nekaj novega v Sloveniji. Po mojem bi potrebovali več takšnih dogodkov. To je sama elektronka, vse je avto že skoraj sam voz. Jaz samo obračam volan, kakor na joysticku, na Logitecha, to je to. Pa zaupate umetni inteligenci? Ja, recimo, da ja, no, zdaj se je izvrstno izkazala, smo pa še zmeraj mi za volanom, tako da moramo pač sami še zmeraj veliko kontrolirati. Svojimi čutili. A uživate? Uživam seveda, probavaš, kako asistenčni sistemi zares delujejo v takšnih situacijah, ki pač na cesti upamo, da nikoli nam doživel. Prednost, ker v bistvu ti pomaga veliko, ne? Ampak še vedno je človek, pa glava mora biti na svojem mestu, drugače tehnika lahko počasi zateje, ne? Fenomenalno, iskreno, čim več takih stvari. Itak smo avtomobilski narod, moramo čim več takih stvari speljati. Meni se to ful dopada. Vse lahko šlatam, vse lahko pritisnem, vse gumbe probam. Če so gumbi, če je tač, da gremo z avta, ne takoj. Imaš neki lahko nariš takole, malo preštelaš, zid zgor dol. Všeč mi je to. Pa ste mnenja, da po stoletju od statičnih avtomobilskih salonov je zdaj to nova pot? Pa še marsikaka druga nova pot. Bolj dinamična, bolj interaktivna in tako naprej, ampak ja, uporabniška izkušnja, človek, ki rad pride pa proba, ja. Ja, meni je bilo dober, ja. Sam jaz sem navajena na malo slabše, tako da to je super. Kako se vam zdi, a uživate? Ja, meni je super. Bom še kdaj prša, sem že bila in sem vedela, da se splača še enkrat prijeti. Koliko ste visok? 194, ampak ni problema, no, se da sedeti in voziti, ni problema. Je prostor kar osupljivo odmerjen? Ja. Kaj pa pravite na obliko samo? Pa zanimiva oblika, no. Jaz sem še mišel peljati iz elektro. Med številnimi obiskovalci je bilo tudi veliko bodočih kupcev, ki so po odgovore prišli za volan. Vozite električni avto? Priključni hibrid. Priključni hibrid. Pa razmišljate, da bi šli zgolj na elektriko? Ja. Prav eko je? Točno. In? Prvi vtis? Super. Kaj vam je najbolj všeč? Tišina v avto, zvezdno spoštovanje, glavnim simfonija. Vidite, ste kar zadovoljni? Zelo. A ste danes tukaj kot vozniški zanesenjak ali tudi kot kupec? Tudi kot kupec. Izkušnja odlična, definitivno pomoč inštruktorja, ker sam nisem še na takem terenu vozil. Prvič ste? Ja. Ste tudi prvič v takem avtomobilu? Ja. Tako. Kaj pa na salon ste prišel zgolj kot avtomobilski navdušenc, kot ljubitelj tehnike ali tudi kot kupec? Oboje, ker rad menjavam avte, pa včasih rad malo kaj drugega pogledam, sploh če ne na mesto, tako kot je tukaj danes. Pozitivno vzdušje so poleg avtomobilov s svojim vedno vedrim nastopom ustvarili tudi izkušeni AMZS inštruktorji varne vožnje. Hvala ekipi za vrhunsko opravljeno delo. Zelo dober je en gospod rekel, to sem jaz gledal v televiziji 100-krat, to je lahko. Dok nisem prišel v avto, ni lahko. Če bomo obvladali terensko vožnjo, bo tudi po asfaltu šlo dosti lažje. A so ljudje zadovoljni? Zelo. Ti si zadovoljen? Več kot zadovoljen. Tudi dami je šlo odlično. Je pa res, da če bi mi kaj stisnili, bi imel 2 zdravnika zraven takoj pomoč tukaj, tako da sta dobra, zdaj se bo pa še gospod izkazal. To so že asistence, ki pomagajo, rešijo lahko v določenih primerih. Še vedno je pa tako, je Flo povedal, od voznika odvisno.